Fantasy. Radio Fantasy. Gasilci so tudi v tem burnem poletju ponovno dokazali, da so dan in noč res tu za vse nas. In zato jim Fantasyjeva dežela pravi hvala. Ja. Zdaj, hidrološke razmere se umirjajo, ampak se kaže pa druga razsežnost. Če gledamo zgornji Savinjski konec, Solčava, Luče, tam pretijo pa zdaj zemeljski plazovi, nimajo elektrike in ostale infrastrukture, tako da nekje zadnji podatek pravi okoli 200 plazov v samo tem zgornjem delu Savinjske doline. Zdaj pa, če gledamo malo širše, glede na vreme, ki nas preganja zdaj že skoraj en mesec dni in pri tvojem sosedu Alešu Stolecu je v juliju neurje razkrilo streho in zalilo stanovanje. Res je, in tam je bila tudi res nujna, hitra pomoč, v bistvu kar tudi fejst, ker streha je zalila tudi stanovanje, razkrita streha je posledično zalila tudi stanovanje in takrat se dež ni končal. Tako da, Aleš, zdaj prosim opiš tvojo situacijo, ker vem, da na tvojem dvorišču so se gasilci tako menjali od povsod. Prišli so domači gasilci nam streho pokriti z folijo, kar je bilo to urgentno, ker je pač naslednji dan spet deževal, Drugi dan so prišli pa z listvijo gasilci z drugih zvez, ko so prišli z žalca, da smo še enkrat zavarovali malo bolj kvalitetno, da ni pač tekli še bolj noter, Tako roko na srce, vse smo kar nekaj dobili, Sam kar so pa drugi dobili, pa bi jaz rajš bil kar, ne tih, ampak to, kar gledaš, to, kar je pa gor bilo to Luče, pa to pa nismo mi nič dobili, Hvala lepa gasilci, da ste, da obstajamo, ker brez njih ne bi bilo nič, ampak to, kar se je gor dogajalo, nam te strehe, zdaj se bo to pokrili, čez en mesec mi ne bomo več vedeli, razen gledali bomo cirko, ko dolg ne bo imela križa gor, Ja, to je res, res, ja. Res je, ker v novi cerkvi je v bistvu na cerkvi udarila strela in je odbilo križ. Ja. Na srečo nobenemu nič ni bilo, kar se tega tiče, ampak gasilci so bili pa res aktivni od vse povsod. Današnji četrtek smo se odločili, da bo takšen, da bomo malo poiskali zgodbe, jih delili in seveda tudi povedali, koliko dela in skrbi ter pomoči nam nudijo gasilci. Gasilci so dejansko tisti ta prvi, ki jih pokličemo, ki nam priskočijo na pomoč, pa ne glede na to, ali je to poplava, požar, ali pa treba samo muco rešiti iz drevesa, pa tudi pri prometnih nesrečah so oni tisti, ki so dejansko prvi na prizorišču. Ja, drži, in zdaj 4. avgusta ne bomo kar tako pozabili, od Koroške do Dolenjske, od Gorenjske do Prekmurja, vmes Fantasyjeva dežela in Savinjska, zgornja vmes in navzdol. In poplave, predvsem to, potem plazovi in tako naprej. In v tem predelu Ločica ob Savinji je bilo veliko razlite Savinje in zgodbe so pretresljive. Bojana Krivca sva povprašala, ki je, kot sem dejal, iz Ločice ob Savinji, da nama pove svojo zgodbo, je povedal sledeče. Bilo je res grozno. Moje vsako jutro prehod za psom do Savinje, pogled na Savinjo ob zvokih Savinje, in ko sem zagledal višino Savinje, kako visoka je, se mi je v zadnjih mislih, da bo katastrofa. Ker tako visoka Savinja, ko je bila, smo že imeli, ampak glede na obilo deževja, ki ga je bilo, definitivno ne bo dobra zgodba. V tem času pač snemo še druge zadeve, ko sem mogel roditi v Celju. Klicala žena, pridi hitro domov, voda narasla, voda je že v Ločici šla čez bregove, prihajala po ulici, zalila je nove hišne prostore, ki je oče živel. Stanovanje je bilo staro mesec pa pol, ki je v celoti uničeno. Po deževju zahvala vsem gasilcem, od posameznikov, sosedov, prijateljev, predvsem gasilci res kapo dol za vsako pomoč in pri odpravljanju po dežju in ostalih stvari, tako da rečem kapo dol gasilcem. Ja, se strinjam. Bilo je in še vedno je. Še vedno je, gasilci so tudi še vedno vse povsod na voljo, so pa med drugim tudi določeni gasilski domovi, ki so pod vodo. In tudi v bistvu zdaj bomo mi mogli pokazati tudi solidarnost do gasilcev, in tudi mogoče njim pomagati z nakazili na TRR, prostovoljnim društvom, sploh v teh poplavnih območjih. To sta recimo tudi prostovoljno gasilsko društvo v Vrbju. Njih je zalilo, ne? Njih je čist zalilo in pa tudi na Polzeli.
Ja, Ločiški gasilci so bili v akciji in to s čisto novim vozilom, pa je prišla Savinja z 2 koncev, tako da ko so črpali, reševali, jim ga je v tistem momentu zalilo. Tako da dajmo združiti moči, pa tudi mi pomagati gasilcem. Mislim, da je kritično še kar veliko dni po tistem dogodku in tudi verjetno bo nekaj mesecev trajala celotna sanacija ali pa celo let. Ja, pogovarjamo se dejansko o vseh teh ujmah, o težavah in kako so vedno na vseh teh frontah prisotni gasilci. Res je. In moram povedati, da z nama je tudi znan v bistvu lastnik celjskih lokalov, ki pa se bo predstavil tudi kar sam. Pozdravljeni, moje ime je Jure Glavnik, živim na Trubarjevi ulici v Celju, ob bregu reke Savinje in sem lastnik podjetja Moj Guš d.o.o., kateri iz 3 lokacij upravljamo 2 lokaciji, ki so ob samem bregu Savinje. Miško-Knjiško in Guštova mesta plaža so življenje, več kot 30 let živim ob bregu Savinje. Bil sem leta 90 prisoten ob strašnih poplavih, ki so budile spomin na to, kar bi se lahko tudi zdaj zgodilo. To, kar je izgledalo kot hudo, a hkrati z neverjetno srečo in trudom mestne občine, ki je namenila toliko sredstev in časa za protipoplavne ukrepe, smo lahko danes srečni, da smo Pravljica, edino mesto, ki je bilo varno vsa pred njim in za njim, pa bistveno bolj nesrečna. Rad bi se iz srca zahvalil vsem prostovoljnim gasilcem, poklicnim gasilcem in ostalim, ki so priskočili na pomoč, so intervencije skladno, strokovno in ažurno izvajali, so nas dobro obveščali, nas varovali pred najhujšim in nas tudi moralno podprli, da bomo skupaj preživeli. Ja, absolutno, ker lahko bi bilo dosti huje. Na srečo Savinja sicer ni na tem delu ravno prestopila, ampak gasilci so mogli izvajati intervencijo kar precej časa. No, kot je tudi sam dejal, je občina že pred časom namenila prej, ampak vem, da ob tej situaciji zdaj, ko so se pojavljali razni politiki na teh območjih, ki so bila najbolj prizadeta, ljudje niso marali njihove prisotnosti, ker ponavadi pač na lepe besede ne dajo nič, ampak včeraj, ko je bila Ursula von der Leyen pri nas in če je obljubila pa rekla 400 milijonov, da dobimo, podpišemo. Mislim, da 400 jih bo definitivno premalo, ker mislim, da Nemci so ocenili naše stanje na par milijard. Da. In situacija je takšna, kakršna koli pomoč bo absolutno prišla prav, seveda pa je najhitrejša pomoč gasilcev in pa sočloveka. Ja, mislim, res prvo kot prvo se moram res zahvaliti civilni zaščiti, gasilcem Polzele, Ločice. Zoprn občutek, ko pomislim na petkovo jutro, zbudile so nas ob 7 sirene. Prvo, kar sem naredila, sem moža klicala, ker je bil ravno je prištel v Ljubljano in sem ga prosila, naj se samo obrne in pride domov in še sreča, da je prav čas obrnil, da je prišel do nas, ker čez pol ure so pol že začeli zapirati avtocesto. Tako da, ja, potem smo pa šla kar v akcijo, čim več stvari smo znosila v zgornje nadstropje, pa ko je začela Savinja drveti dobesedno v našo ulico, smo pa mož je v hecu, vedno povem, da je kar pravi Terminator postal, ker je začel neke polivinile, ne vem, ki jih je dobil vlačiti, pesek iz najnega neurejenega dovoza, ker je začel pred vse vrate, pred teraso, tako da je nekako neke barikade naredil. Pa smo se po zgornje nadstropje pomaknili, pa je pa že evakuacija prišla, tako da so kmetje s traktorji, v bistvu na traktor so nas naložili, mene z otroki, z obema psoma, mož se je kar od zunaj držal na zunanji strani traktorja in so nas peljali v telovadnico, tako da ni bil fajni občutek, no. Smo se zato odločila, da se prepustimo tej evakuaciji, vzela smo vse osebne dokumente, enkrat za preobleč, pa smo šli, no, in smo pol noč preživeli na Polzeli v telovadnici, tam so res zelo lepo za nas skrbeli, nam dali topel obrok, skozi smo bili na tekočem, kaj se dogaja, tako da ja, hvala še enkrat vsem gasilcem in tudi vsem, ki so tako lepo za nas skrbeli in tudi potem pomagali vse dni v našem naselju. Ne bomo pozabili 4. julija, oziroma 4. avgusta, tudi verjetno 4. julija, ne, ampak 4. avgust v petek, ko se je zgodilo, ko so bile prožene prve sirene za možnost poplav in so se potem zgodile, ko je neurje vse bolj stopnjevalo svojo moč, hudourniki in reke so bliskovito naraščali, ogrožali številne hiše, pa ne samo to, tudi objekte. In ja,
ne samo objekte občanov, ampak tudi gasilcev. Zdaj, gasilsko poveljstvo občine Žalec ima 15 prostovoljnih gasilskih društev. Z nama na liniji je trenutno namestnik poveljnika Žalskega gasilskega poveljstva Klemen Herle, ki pa bo razložil situacijo, ki je obratna. Namreč zalilo je, Klemen, tudi vaš gasilski dom, je res? Vrbje, ne? Ja, tako je. Dobro jutro, pozdravljen. Dobro jutro. Kakšna je bila situacija? Ja, ko smo mi reševali družine, otroke, je tisti trenutek, ko je prišel poplavni val, zalil tudi našo cisterno, ki pač je žal poknil blok motorja, pa smo ostali v vodi. Smo se hitro rešili in šli naprej pomagati občanom. Isti čas je pa seveda tudi zalivala voda naš gasilski dom, ki smo ga pred lanskim letu predali svojemu namenu, ki smo ga obnavljali 10 let. V strud je bil v bistvu v 5 minutih pač uničen. Zdaj je pa pač problem, da imamo vse, je bilo poplavljeno, približno nekje 60 cm vode je bilo v samem gasilskem domu. Uničen je pralni stroj, pa vse, pač cel ves inventar, ki pač je v gasilskem domu, garažna vrata je zlomilo, odneslo je nekaj opreme, s sabo voda, tako da smo v bistvu ostali praznih rok. Se pravi, zdaj, če povzamem, glede na situacijo, tudi vi potrebujete pomoč. In sicer našo. Zdaj, na naši spletni strani rfantasy.si smo tudi že objavili novičko, kjer je pripisan tudi vaš transakcijski račun, kamor lahko seveda ljudje doniramo sredstva. Kaj pa mogoče potrebujete še fizično? Potrebujete fizično pomoč pri čiščenju, potrebujete od vse, recimo kaj, od pralnega stroja, kako vam še lahko pomagamo, rabite hrano, vodo? Ne, lejte, pravi bi pralni stroj, da bomo lahko vso to opremo, ki jo zelo uporabljamo na intervencijah, ki trajajo že cel teden, da bomo lahko opremo uporabljali oziroma zaščitne obleke oziroma delovne obleke. Potem bi potrebovali en čistilni servis, če nam bi preskočil na pomoč, da bi v bistvu očistili gasilski dom, ker naši operativci delamo skozi 14 ur na dan. Tako smo na terenu in plus tega, da smo na terenu, če ni kak trenutek intervencije, gremo domov čistiti svoje domače domove, potem se spet vrnemo na intervencijo, ko dobimo klic, tako da v bistvu to že traja, da je cel teden, pa še ni konca, ne. Nekateri gasilci tudi tokrat potrebujejo vašo pomoč, ker je tudi njihove gasilske domove poplavilo, tako da to lahko pomagate tudi gasilskemu društvu Vrbje in pa tudi pri vas na Ločici. Ja, tudi Janko. In je zalilo cel ta nov avtomobil sredi akcije črpanja. Tako. In zdaj tudi iz tistega konca smo dobili tudi eno zahvalo za gasilce. Jaz sem Miran, prihajamo iz Polzele, tukaj rešujemo hišo od moje žene staršev, praktično naš drugi dom, tudi za naše otroke. Zalilo nam je hišo do oknov, do prve etaže, tako da smo bili dobesedno pod vodo, več ni odrezani od hiše, šele v ponedeljek je voda toliko tekla, da smo lahko prišli do nje. Na dvorišču je bilo okoli 3 metre vode, pak dobro. Smo veseli, da tisto kar ni odneslo, da je hiša v vsej takem stanju, da je ne rabimo zunaj sanirati kakorkoli. Po tej priliki bi se rad zahvalil predvsem gasilcem, pa vsakmu, ko je prišel pomagati, vsem prijateljem, kolegom, znancem, vsem, ko so ponudili pomoč, gasilcem pa sam kapo dol. To so se prikazali, ne vem kje, kar naenkrat je bila polna hiša gasilcev, ki so znosili vso pohištvo ven, oprali notranjost površinsko, oprali so mi celo dvorišče, tako da po parih urih je okolica izgledala čist drugače. Tako da dobiš neko upanje, da se vse da rešiti in ne morem verjetno, kaj smo naredili v enem dnevu, pomočjo vseh prostovoljcev, gasilcev, vsem, ki so prišli na pomoč. Tudi 2 gospe, ko so prišle iz Andraža k nam na Polzelo, hvala jim lepa. Sploh jih ne poznamo, prišle so z vedri, z krpami in šle v hišo in začele čistiti. Mislim, kaj taga ne držiš, no, če ne vidiš. Vsem tistim, ko pa še rešujejo situacijo, pa želim veliko potrpljenja, sreče, pa upanja, pa dobre volje, kakorkoli. Želim vse dobro vsem po celi Sloveniji, ampak skupnimi močmi lahko pa rešimo marsikaj. Hvala tudi za to, da sem se imel priložnost zahvaliti gasilcem pa kolegom, pa to mi ful pomeni.
Miran, hvala tudi vam za tole zahvalo. Absolutno pa ja. Dokazali so, da so noč in dan tu skozi prisotni, tudi v tem divjem burnem poletju. In zato je midva, skupaj z vsemi poslušalkami in poslušalci Fantasyjeve dežele pravimo hvala. Gasilsko jutro na Radiu Fantasy. Radio Fantasy. Radio Fantasy.